Štumejeva oltarna slika je mistična upodobitev enega od njenih ključnih simbolov, jesejevega drevesa. Jesejevo drevo je kraljevski simbol, rod, ki se nadaljuje preko Jeseja, prek Davida, skozi stoletja, do rojstva Kristusa, ki je naš kralj kraljev. Drevo se razveji in pokaže številne druge člane tega rodu, imena prednikov, ki sta jih Matej in Luka ohranila v evangelijih. Na levi strani vidimo evangelista Mateja, ki v rokah drži zvitek in kaže na ta rod v Svetem pismu, medtem ko ga obdaja celotna živa podoba. Drevo je fantastično, bolje kot zlata roža, iz katere cvetijo Kristusovi predniki. Na vrhu drevesa vidimo otroka Kristusa, ki kraljuje v zlati svetlobi. Ta kraljevski rod krona otrok Kristus, ki je nenavaden simbol suverenosti. Je majhen, je gol, v rokah ga drži mati. Ne podoba moči, temveč popolne odvisnosti. Vendar tu odmevajo Izajijeve besede, ki pravi: ne bo sodil po videzu, saj bo njegova vladavina prinesla pravičnost in mir. Z vladavino tega nenavadnega malega kralja so na preizkušnji tudi naše zaznave. Kaj je prava moč? Kaj je prava slava? Kaj je pravi uspeh? Kot je volk v paru z jagnetom, leopard s kozlom in tele z mladim levom, tako nam Izaija namiguje na odgovore na ta vprašanja. Na dnu drevesa spi Jese. To je alegorija, ki spominja na spečega Adama, medtem ko je Bog iz njegove strani oblikoval Evo. Iz tega spečega Jeseja Bog rodi nov rod, kraljevski rod, ki oznanja Božjo suverenost. Drevo, ki raste iz njega, je kot sanje, vizija upanja, da bodo pravičnost, mir in zvestoba zavladali nad trpljenjem, nemirom in obupom našega sveta. Jesejeve sanje se ob dopolnitvi časa uresničijo. Njegovo upanje je lahko v Jezusu Kristusu, ki je njegov potomec in tudi odrešenik. Kakšno upanje gojite v pričakovanju njegovega prihoda v tem adventu?